Torej, nahajamo se v nekdanjem skladišču soli, ki ga danes imenujemo tudi kulturno stičišče Libertas. Od leta 2020 v tem prostoru izvajamo kulturno zasedbo oziroma kulturni shod, kjer z različnimi zvrstmi umetnostmi in z različnimi razstavami, dogodki, intermedijskimi aktivnostmi oblikujemo sodobno umetnost oziroma spodbujamo sodobne umetnosti in zvrsti. Današnja razstava Dimenzije oziroma Dimenzioni je nastala kot plod sodelovanja med Mestno občino Koper in Galerijo Insula. Kurirala sta jo Dejan Mehmedovič in Vesna Pajič. Nastala pa je pravzaprav zaradi samega prostora. Ta prostor pridobiva vsakokrat v zadnjih 4 letih nove dimenzije. Gradimo prostore, razdelke, manjše in kratka za vsakokratno razstavo prilagodimo prostor in mu damo neko novo vsebino in neko novo podobo. Zato smo se v zadnjem letu kulturne zasedbe odločili, da bi mogoče postavili eno razstavo, ki jo pravzaprav ta prostor omogoča. Seveda, prvi navdih je bil, da povabimo kiparje, sodobne kiparje iz Slovenije in pa tudi onkraj meje, ki ustvarjajo v klasični kiparski formi, torej da presežemo, da naredimo en korak stran od same intermedijske umetnosti, ampak da se obrnemo na klasično kiparstvo in pa poiščemo, kakšne sodobne likovne izraze ima klasično kiparstvo na naših tleh danes. Skupaj z Mestno občino Koper in Galerija Insula sta oblikovala poziv, na katerega se je odzvalo preko 50 kiparjev in kipark. Potem pa sva kuratorja izbrala glede na predlagana dela, ki so jih posredovali, in seveda mislim, da sva imela eno tako merilo tudi, ker so bila tudi sama morda celo presenečena, kakšne dimenzije v kiparstvu danes pravzaprav so. Torej ne samo v dimenzijah velikostnega reda, ampak tudi v dimenzijah, ki se oblikujejo glede na vsebinsko raven, dimenzije, ki se oblikujejo glede na samo materialno raven in pa seveda jaz bom dodala tudi glede na barvitost, ki jo sami kipi oblikujejo. Kot vidite, na razstavi sodeluje 20 avtorjev, med njimi čisto po naključju 10 avtoric in 10 avtorjev. In vsak ima svoj specifičen izrazno formo in tudi vsak izmed njih ima svojo specifično pripovedno formo. Skupaj pa sestavljajo eno sestavljanko, ki nekako nas popelje po likovni pokrajini današnjega ustvarjalnega opusa in upam, da napoveduje tudi prihodnost ustvarjalnosti za naprej. Torej, pred nami je razstava z naslovom Dimenzije. V bistvu razstava je nastala pravzaprav na podlagi tega, da smo se primarno opirali na prostor, v katerem bo razstava postavljena. Se pravi, vemo, da gre za staro skladišče soli, ki pa se je v zadnjih letih zelo nekako preformiralo v dober kulturni center, ki zajema področje vsaj obalnega prostora, pa tudi širše. Skratka, razstava Dimenzije je kiparska razstava in upal bi reči, da je pravzaprav pred nami mala pregledna razstava aktualnega slovenskega kiparstva. To pa bi oprl ravno na ta koncept, ki se je morda skozi pripravo te razstave precej spremenil. Kajti primarno smo se opirali na prostor, ampak na koncu koncev smo prišli do tega, da je ta koncept, ki nastaja na podlagi pojma dimenzija, pravzaprav lahko predstavi tisto, kar pomeni danes pravzaprav neko sodobno kiparsko delo. Kajti, če natančneje pogledamo ta dela, gre za 18 različnih avtorskih del, sicer izgotovljenih od 20 avtorjev, predstavljajo sicer zelo različne izrazne načine, ampak ti so tisti, ki nekako zadovoljujejo tisto, kar nam danes kiparstvo pravzaprav daje oziroma lahko da. Dimenzija verjetno ni mišljena več kot
neka lastnost materije, materialnosti, kajti že sama znanost na koncu koncev nam ne zna natančno pojasniti, kaj pravzaprav materialnost ali materija je. Že tu je dovoljena neka druga dimenzija oziroma dodatna dimenzija, ki pa jo, ko jo vstavimo v materijo, nekako ne moremo razumeti kot realnost. Skratka, že v tem primarnem problemu opredeljevanja realnosti oziroma kaj pravzaprav je materialnost, se odpira možnost umetnikom, da prispevajo k temu, da se ta pojem predstavi na drugačen način. In v tem smislu lahko govorimo tukaj o dimenzijah. Dimenzijah kiparja, ki je pravzaprav nekakšen, bomo rekli, zemeljski demiurg, tisti, ki pravzaprav ustvarja, edini lahko poustvari neko realnost. Ne tako, kot je ta Bog po Platonu, po svetu idej, ki, kot nam pravi Platon, ustvaril ta objektivni svet, v katerem živimo, tako lahko kipar danes edini poustvari neko realnost, kajti če ga primerjamo s slikarjem, s podobo, s sliko, je ta nekako v slabšem položaju zaradi tega, ker slika nikakor ne more doseči realnosti, kajti manjka je tista tretja dimenzija, ki pa je v kiparstvu seveda bistvena in najpomembnejša. Kiparji imajo to možnost, da v bistvu lahko operirajo z različnimi elementi. In sicer tukaj gre za različne dimenzije, ki jih lahko razumemo, kot rečeno, v širšem pojmu. Skratka, dimenzije so zastavljene v formi, ampak ta forma je prostorskost, ki pa je izvedena tudi skozi konkretno lahko neko površino, lahko skozi neko svetlobni efekt, lahko skozi tisto, kar občutimo kot moč te mase v prostoru, ki pa je hkrati lahko tudi velika iluzija. No, sodoben kipar lahko operira z vsemi temi različnimi elementi in s tem pravzaprav pridobi to izraznost. Ta izrazni način je pravzaprav dimenzija, ki predstavlja možnost oziroma ki je tista, ki nam daje v kiparstvu vso energijo artefakta. Zato je koncept razstave dimenzij zastavljen pravzaprav v nekem polju, ki nam omogoča, da pravzaprav razumemo realnost. In ta realnost je seveda danes precej pestra, tako kot imamo tukaj pač 18 različnih izraznih načinov, ki pa nekako v skupnem prihajajo v polje istih ali podobnih vsebin. Skratka, sodobna umetnost se verjetno vsebinsko ukvarja predvsem s nekimi tremi, bomo rekli, problemskimi polji. To je eksistencialnost, to je socialnost, se pravi sociološke problematike, in to je danes vse bolj v ospredju nekakšen problem ekologije. Skratka, ekološki problem je tisto in vsi ti problemi so tisto, kar nas bremenijo. No, in to je potem izrazno polje, v katerem pač iščejo različni avtorji na različne načine svojo izpoved in izjavo. Lahko bi rekli, da je možnosti danes v teh izrazih veliko. Prehajajo iz intimnega v javno, zastavljeni so skozi artefakte, ki so lahko zelo klasičnega tipa, te imamo prisotne tudi na tej razstavi,
lahko so zastavljene z nekimi tehničnimi rešitvami, kar je sploh značilno že dolga leta v kiparstvu. Lahko imamo prisotno tudi neko biotičnost oziroma prisotno tudi tisto, kar bi rekli naravo, ki prispeva k temu, da določen umetnik ustvarja nek artefakt. Imamo tukaj to monumentalnost, ki se direktno dotika tega pojma dimenzije kot materialnost, kot velikosti v materialnosti. Imamo tisto subtilnost, ki jo lahko odkrivamo v nekih intimnih zgodbah, ki so še vedno močna ozadja vsake umetnosti. In imamo tudi tisto, kar bi lahko razumeli kot neko uporniškost, sarkazem, imamo pa precej igre in ta je ključna v umetnosti. Skratka, med tistim emotivnim in med tistim racionalnim so predmeti, ki so pred nami danes, pravzaprav zelo izpovedni. V tem pregledu kiparske ustvarjalnosti odkrivamo, da pravzaprav je možnosti zelo veliko, iznajdljivost posameznih avtorjev je pa tista, ki nam te možnosti pravzaprav pripelje do tega, da v njih doživimo tisto oziroma razumemo, natančneje rečeno, pravzaprav kje in kako živimo.